Ime mi je Pija Pajnič, stara sem 23 let in prihajam iz vasice Presere pod Krimom v občini Brezovica. Masterchef spremljam že iz otroštva, od prve sezone dalje v Sloveniji, oziroma že prej sem gledala, sem je bil Masterchef Junior, ko so otroci delali neke kupčke iz beljakov, iz stepenih beljakov, so jih dali v pečico, prelili z alkoholem, so začeli goreti, meni se to zdaj kot neka wow zadeva na krožniku oziroma na sladici. In takrat mi je v bistvu šlo že kar malo na jok, ker so bili otroci, ki so to kuhali, mlajši kot jaz in so znali boljše stvari pripraviti kot jaz, kar sem takrat pekla, je bilo jajceno oko. Starši niti dovolili niso še kuhati takrat. In mi je v bistvu babi pokazala, da kuhanje niti ni tako strašljivo in da vsaka stvar se da lepo prezentirati, oziroma vsaka zelo težka stvar je dejansko sestavljena iz nekih osnovnih stvari. Prav kuhati, po mojem, že kot dojenček. Mislim, ker sem spremljala, vedno sem gledala, kaj dogaja, vedno sem bila v kuhinji, vedno sem malo kradla pa probavala. Da ni zastrupljen, sem rekla, ne. Vse. V bistvu smo prišli že do te točke, da takrat sem bila 14-15 let stara, ko se je Masterchef začel v Sloveniji. In starša sta bila že rahlo jezna name, ne, ker sem eksperimentirala, probavala nove in nove stvari. So v Masterchefu delali krokenbuš, sem rekla, jaz grem delati krokenbuš, lej, zakaj pa ne? In rata, ne rata, takrat mi sicer ni glih najbolj rato in seveda zato so šle sestavine, zato je šel denar in staršema ni bilo več najbolj všeč, da po vsaki sezoni Masterchefa vsak teden bo Pija neki eksperimentirala, ki ali rata zelo dober ali pa rata zelo slabo in Pija konča v ihti. Pa saj ni tako težko dejansko. Profiteroli polnjeni s kremo, sestavljeni v storžec, preliti s karamelo. Mislim, kot sem rekla, ne, vsaka stvar je sestavljena iz nekih osnovnih komponent. Zdaj je pa to, ne, kakšen je pritisk, kakšne merce so, ne. Jaz sem doma kuhala vse z recepti. Nisem še iz glave. Nismo še tam. V bistvu, že ko sem prvo sezono gledala, sem rekla, jaz grem v Masterchef. Takrat so se mi starši smejali. Meni se zdi, da je bila celo omejitev starosti 18 let takrat, ko sem gledala. Zdaj so spustili na 16. In pač nisem mogla iti in takrat sem si vedno govorila, ko bom 18 bom šla, ko bom 18 bom šla, ko bom 18 bom šla. No, pol sem bila 18, pol je bila korona, pol sem že rahlo pozabila na to idejo, ker sem bila psihično izmučena od korone pa vsega tega, kar je takrat bilo. In ja, zdaj me je en prijavil, iskreno še sama ne vem kdo. Ja, v bistvu dobila sem sporočilo, da sem bila prepozno prijavljena, to je bilo že za prejšnjo sezono. Enkrat v septembru sem dobila obvestilo, da žal so skupine že polne, da ne morem biti prijavljena, sem bila še kinoka. Sem noter? Ali kaj, če kdo me je prijavil, kaj se tle dogaja? Zakaj dobim mail od Masterchefa? Veliko stvari. Jaz imam 1001 aktivnost. Študiram matematiko in fiziko, smer matematika v FMF-ju. Drugače tudi delam v hiši eksperimentov, sem demonstratorka, vodim znanstvene šove, delavnice za otroke, za odrasle, za vse, ki zanima znanost. Veliko inštruiram, zdaj zadnje čase ogromno kuham, še več. Začela sem objavljati tudi svoje slike na Instagram in so mi prijatelji začeli pisati za kakšne rojstnodnevne torte, če bi jim spekla. In zdaj se je začel že tak mini cake biznis, ne? No, zdaj znam, da bi rekla, da obvladam je slovensko pa angleško, ne? Drugače sem se učila tudi nemščino, imam tudi nemško jezikovno diplomo, učila sem se pa tudi kitajščino, japonščino in korejščino. Azijska, tako je. Podpišem azijsko, tudi doma največkrat azijsko pripravljam. Moj fant ima v bistvu že to staro slovensko foro. Joj, spet riž!